Fajn, inspiracijski podcast z Majo Monroe. Pozdravljeni, dragi gledalci, poslušalci in sledilci Fajn podcasta, kjer vsak teden inspiriramo z zgodbami ljudi, ki sledijo svojemu srcu, ki so v nekem trenutku poiskali sebe in so zdaj zaradi tega nekako bolj srečni oziroma blestijo. Tokrat je z mano prav poseben človek, Rene Volker. Pozdravljen! Lep pozdrav sem. Jaz sem res kakšen poseben, ja. Rene, jaz namenoma nisem ponavadi vedno povem vse nazive, najprej pa bolj povabim človeka v kader. Zdaj bom pa šele povedala, kdo ti sploh si. Po mojem nekem dojemanju, ko sem v bistvu, ko te spremljam, pa ko sem še par člankov prebrala in sicer Rene, multiumetnik, pedagog, komik, oče, dedek, bivši mož in gej. Sem te dobro opisala? Ja, ampak ti je težko gospod reči. Ja, jaz sem vse to, kar si opisala, če pa nalepke se veš sama, ne, to nehvaležna zadeva za natikati človeku. Ampak ja, na moji paleti, na moji maurici je vse to, kar si povedala, pa še marsikaj druga seveda. Po drugi strani, s temi nalepkami, so nehvaležne, se mi pa zdi po drugi strani, da ljudje kar malo rabimo, malo te neke nalepke, zato da lahko v bistvu sploh nekoga, ker smo navajeni, veš, v bistvu predalčkati, kakorkoli obrneš, Kdaj se je pri tebi v življenju zgodil trenutek, Rene, ko si začutil, da moraš življenje vzeti v svoje roke, se pravi, da si začel nekako pridobivati te nalepke in kdaj se je zgodilo to v tvojem življenju? Jaz imam o tem dogodku, o tem momentu, ki dejansko je bil dan moment, spomnim se ga in o njem tudi govorim na moji predstavi, pa ti bom za uvod kar tako povedal. Jaz sem imel ta moment, lahko bi temu rekli midlife crisis, skratka kriza srednjih let, recimo, istočasno kot jo je imel Kristus pri 33, ko so ga križali, ko je skratka zemeljsko kraljestvo zapustil, pa šel k očetu v nebesa po svetem pismu, Ker mene je tudi eden pri 33, ki v križ nabijal, samo zame rabo samo en žebelj, pa mene ni mama zraven gledala, bi pa jokala kot Marija, če bi videla, kaj mi je delal. Skratka, bil sem poročen, 2 otroka, 33 let in sem imel en tak prvi fizični stik seksualni z moškim. In to je bilo zame neka prelomnica, neki prerez, neki dogodek, ko se je začela stvar bolj intenzivno odvijati v smer, kaj pa zdaj, Ker moje ime mi je nekoč profesorica filozofije razlagala Renato, Rene iz renesanse, ponovno rojen, prerojen, prenomen es omen, In ko sem začel raziskovati te stvari, mi je očitno bilo v zibko položeno, da tako rečem, da nekje na mojem življenjskem traku nastane neka strašno velika prelomnica. In to se mi je zgodilo pri 33, ko sem spoznal, da so mi všeč tudi moški. In potem sem začel neko tako prehodno obdobje 5-6 let, ko sva z ženo imela pravzaprav skupnega ljubimca in sva začela raziskovati najine odnose in potem enostavno ugotovila, da je bolje, da greva vsak svojo pot in se imava še zmeraj rada. In v eni moji zadevi pravim, da sem peljal mojega fanta in njegovega moža k moji bivši ženi na obisk. Zdaj, to so take nenavadne štorije, ki skoraj nobena nalepka ne more definirati. Ampak ja, to obdobje je bilo za me najpomembnejše. Ali vztrajati v neki laži, nekem pretvarjanju, v nekem skrivanju, če bi človek tako tako rekel, ali pa začeti res iskati neko novo pot in slediti nečemu, kar je mogoče bolj resnično kot to, kar je bilo do zdaj. Ker to, kar je bilo do zdaj, ni bilo zlagano, daleč od tega, Ampak s tebi se pa vseeno neki dvomi začnejo porajati. No, vse to je zanimivo, ker v bistvu ko spoznaš tako kar močno spoznanje o sebi, ki je mogoče neko čisto nasprotje kot to, kar si mogoče o sebi do zdaj poznal, se kar soočiš po mojem z nekimi dvomi, pa kaj je tisto, kar je tebe recimo drajvalo v to, da res slediš, da si upaš živeti, se pravi, to novo zgodbo ali pa raziskovati to novo zgodbo. Nek drive mora biti v človeku, ker nekateri se mi zdi, se ne upajo soočiti z temi nekimi. Kaj je bilo pri tebi drugače, da si v bistvu lahko potem v enem trenutku sledil srcu in si rekel, jaz bom šel po tej poti?
Jaz mislim, da je to bilo dejstvo, da sem jaz imel mojo bivšo ženo, ki je bila definitivno moja najboljša prijateljica in še zmeraj res iskreno rad. Jaz sem bil vanjo zaljubljen in jaz sem sam pri sebi rekel, tega ji ne morem narediti, tega ji ne morem delati. V bistvu je bila ona, bi bila neka moja žrtev, če bi jaz nadaljeval po poti, ki sem jo pač živel do takrat. Tako pa sva se usedla, pogovorila, Rugel, Košiček, knjige, par žal besed, seveda ne, ampak dejstvo, da je bilo v to zgodbo vpleteno drugo živo bitje, plus seveda 2 otroka, jasno, ne, ampak v tistem trenutku na otroke nisem tako zelo mislil, ker sem vedel, da bo se sprejela, da se imamo radi, imamo lepe odnose. Pomembneje mi je bilo, kako bo to, torej moja žena sprejela, kako bo midva to razpletla, da ne bo izpadlo, nimam jajc po domače, da ne zmorem, ne, in da bom nadaljeval v smer, kamor pač ne bi smel več, ker ko se enkrat zaveš drugačnosti, je prav, da jo predstaviš, izrazniš in ljudje ne smejo biti tvoje žrtve, enostavno, mislim, žrtve tvoje sebičnosti, tvojih strahov. Jaz sem zelo veliko riskiral v tem smislu, v bistvu, ne. Izpostavil sem se na nacionalni televiziji in tako dalje, to ni bil coming out med 4 stenami na koncu, ne. In so vsi razumeli, v veliki večini, ne, še posebej domači, ni bilo nikoli žal besede, ne. In takrat sem dobil nekaj, kar mi je mogoče manjkalo do takrat, neko samospoštovanje, spoštovanje okolice sem dobil, ni bilo vsem prav jasno, da ne, vsi bi raje videli, da bi malo zatuškali, pa da bi bla bla, ampak sem rekel, ja, okej, to je to, ne, deal with it, ne. Jaz tudi moram. V bistvu je bilo tudi to dejanje iskanja moje poti zelo sebično, ampak hkrati je bilo pa lekcija za očitno na neki državni ravni, če ne celo širše, ko se je na koncu izkazalo, ne, prvotno seveda to ni bilo. Te je ta prelom oziroma ta neka pot do sebe in upoštevanje v bistvu sebe in raziskovanje tega, kar v resnici si tudi pripeljalo v umetniške vode oziroma v to, da bi se rad umetniško izrazil, ali si ti že prej imel te tendence? Kak je bilo pa pri tebi s kariero? Jaz sem zmeraj imel nekega umetnika v sebi, od malega sem pisal, nastopal v gledališču, ampak nikoli potem tako intenzivno, pa sem enostavno naredil ta moj, kot temu rečemo, coming out, prišel iz omare, kot pravijo. Se je moje celo življenje nekako intenziviralo. Enostavno, kot da sem bil pripravljen na neki novi korak. Ker ko si, kar si, ko si res iskren, ko si ti, kar si ti, ne, potem vse tiste stvari, ki jih počneš, so iskrene, prave. Jaz imam taki pregovor, delaj to, kar rad delaš. Če boš to delal, kar rad delaš, boš delal dobro, ker drugače ne more biti, če rad delaš. In če karkoli delaš dobro, mora nagrada slediti, tudi finančna, tudi karierna, tudi spoštovanje, tudi priznanje. Ne gre drugače. Kar imam rad, dobro, enostavno ni variante, da se ne bi eskaliralo v nek uspeh, karkoli uspeh pomeni nekomu. Enemu je finančni uspeh, enemu je samo neko čustveno zadovoljstvo, nekomu je že to, da najde mir v sebi s tem, ko se izraža. Ne? Ni treba, da smo zmeraj na tržišču, pa da se prodajamo. Ampak to, da sem jaz danes s tabo na nekem Zoomu in da imava en tak lep pogovor in da jaz nisem v strahu, kaj si bom domislil, da lahko živim svoje življenje, da imaš ti občutek, da prispevam k nekemu razvoju tvojih gledalcev, poslušalcev oziroma da dajem nekomu mogoče pobudo. To je neprecenljivo v bistvu, ne? Nima Mastercard kaj zraven. Ja, sej, moraš vedeti, kaj si želiš, sem prebrala tudi v enem tvojem intervjuju, ne? Ampak, Rene, kako ugotovi človek, kaj si v resnici želi? Moj pregovor pravi, če ne veš, kaj bi rad, bo točno to. Dobesedno se je treba usesti, tako sem se jaz, že dolgo nazaj sicer, ampak lani veliko bolj intenzivno, ko sem se za cel mesec zaprl. Šel sem stanovat v en lokal v Mariboru, kjer sem mesec dni tam jedel, spal, na večje hodil in ostale zadeve, seveda, prejemal goste, vrsto po svoji zgodovini, obiskali so nas šolci iz osnovne in srednje šole, prijatelji, ki so videli po 40 let, pobujali so spomine, vrsto sem se po duši jokal,
Andreja Brvarja spoznal, Tone Partič je prišel, cel kup ljudi je prišlo na nek način, veš se, ali slučajno, ali namenoma, in se je moja pot začela enostavno prepletati z ustvarjalci do te mere, da sem rekel, ne smem si dovoliti, da tega še enkrat. Ne. In je bilo razodetje v bistvu. Ne. Jaz bi rad še zmeraj izrazil sebe skozi nek medij. Zdaj pišem za Kralje ulice, pišem knjigo, nastopam, skratka ne, pojavlja se je neka, oziroma ne pojavlja, dovolil sem, da je prišla ven tista potreba po izražanju. Tudi prej sem počel stvari, pa manjše projekte, pa predstavite, ampak je vse na takem ne, bolj kot ne lokalnem, osebnem nivoju. Zdaj sem pa pač prišel do nekega spoznanja, da bi pa lahko to bilo ljudem še bolj koristno, kot ne samo meni, ampak tudi širši javnosti, se rekel. Ampak, da prideš do razodetja, ponavadi moraš iti čez spone in padce, ne? Se pravi, moraš nekako kar neke stvari dati skozi, se mi zdi. No, čeprav ni nujno, ne? Se mi zdi, da se včasih zgodi, če je človek, ne vem, ali je to povezano z tem, ali z temi prejšnjimi življenji, ali ne, pač se mi zdi, da nekateri že zelo zgodaj vejo, kaj bi radi in tudi zelo hitro najdejo to, kar jih osrečuje. Po drugi strani, nekateri mi drugi moramo pa iti pa kar čez gore in doline in čez razburkane oceane, da bolj v enem trenutku srečamo sebe. Ne? Kak je ta pot bila pri tebi? Kaj so bili tvoji tisti ključni padci in ključni trenutki pobiranja, ki so te okrepili? V bistvu je treba si včasih priznati, da sami sebi lažemo. To je težko spoznanje. V bistvu sami sebe dostakrat oviramo, se zapiramo v neke svoje socialne škatle, da nas okolica ne bi obsojala, da nam ne bi enostavno kdo česa očital, da si ne bo kdo o nas nekaj mislil, bla, bla, bla. Najpogosteje nas v življenju premaknejo tragedije. Ali so to smrti, ali so bolezni. V zadnjem času seveda je onkologija vir navdiha za mnoge preživele. Ne? Meni je potem, ko sem se ločil od žene po 6 letih skupnega življenja, partner umrl, bila sva v Egiptu in je staknil nek virus in v 3 dneh ga ni bilo več, me se je odpeljalo, psihiatrija, psihoze, tablete, pobegnil sem v London, tam doživel spet celo kalvarijo stvari, lepih in slabih, in poslovne uspehe in pogrome. In potem sem se enostavno sesul in končal na onkologiji za 7 mesecev in na infekcijski zbolel. In telo je reklo, dosta više, ne. Kaj bi še rad, ne. Vse to sem prenašal skupaj s tabo 50 let plus. Zdaj se pa odloči, kaj bi rad, ne. In takrat sem imel na teh tabletih dobesedno halucinacije in sem zagledal črnega ptiča in tak tisnikarjev krog, kar se je pojavil, in mi je rekel, pustim ti ostati, če imaš še kaj dati. In to je bilo zame nek izvenzemeljski, če hočeš, signal tudi, da je življenje izbira. Da izberem življenje in sem vzel telefon v roke in sem poklical mamo, sestro, otroka in ne vem, par prijateljev in sem rekel, dozam od tega, jaz izbiram življenje, prostimi besedami in od tistega dne dalje sem začel okrevati. Seveda so pomagala zdravila, ampak moje mentalno stanje, ko sem imel na izbiro, ali je to konec, ker bi lahko bil tako, ali pa, a imam res še kaj zadati. In potem začel to mojo inventuro zganjati v bistvu. V bistvu odločitev, ne, hočem živeti, ampak z namenom. Ja, no, bravo, z namenom, to si pa lepo povedala, Ja. z namenom, ja. Mozaik Jaza je bil tvoj, če se ne motim, zadnji projekt ali med zadnjim? Ja, zadnji je bil pred tak večji, ne, mesečni v tem salonu, potem pa sem imel še kot rezultat tega enomesečnega bivanja, sem hotel imeti knjigo, dnevnik in predstavo. In ne, rezultate te pa sem potem zdaj pač v predstavah imel, ja. Ampak te predstave so dejansko vse rezultat tega mozaika Jaza, ja. Kako pa so se recimo ljudje odzvali, ne? Če mogoče samo za poslušalce fajna malo povema, ti si bival v salonu 1 mesec,
In si bil tam na voljo, da ljudje pač pridejo v salon umetnosti k tebi in se pogovarjajo o življenju. Ne? Ja, v bistvu, ja. Pravzaprav so naključni ljudje prihajali, prijatelji, znanci, seveda, časopisov je bilo, televizija je malo pokrila, bili so prišli firce, pa seveda, ne. Ampak jaz, ker sem že bil tam, enostavno nisem dovolil nikomur, ki je prišel, da bi odšel brez kontakta. Kar prisedel sem, dober dan, želim, jaz sem pa ta, živim tukaj, mogoče že veste, pa ne veste. Jaz sem vam pa tukaj eno malo pesnico napisal, pa sem kar talo ljudem, pa sem kar rinovanje, dobesedno sem bil vsiljivc na nek način. Ne vem, če me je sploh kdo zavrnil. Ljudje nismo navajeni, da reče, dober dan, želim, jaz sem pa Rene, jaz pa tukaj zdaj živim en mesec, vidim, da pijete kavico, lahko prisedem, vas malo pogovorila. Redko kdo bo rekel ne, res kdo ne. Bili so prihajali v parih, generacijske babice pa vnukine so prihajali, pa imeli debate, da si misliti ne moreš. Otroka moja sta prišla, veš, čistilno akcijo sem bil na nek način, ne. In vsi ti smeti, ki sem jih ven zmetal, sem to predstavo naredil in je za bog piti smešno. Veš, kaj se mi zdi, da prav ljudje to rabimo, ne? Veš, mi kar pozabimo, da smo ljudje bitja, ki si želimo pogovora, ki si želimo v bistvu nekega tega, da je v bistvu ta naš osebni mir pravzaprav v takih pogovorih, ne? Ne v ne vem, kirih materialnih ali nematerialnih oblikah, ampak se mi zdi ravno ta odnos, ne? To tisto, kar nas postavlja v neko središče miru, no? Veš, kaj je najbolj zanimivo bilo? Jaz namreč sem v vseh teh pogovorih, v večini, ne vseh, kadar sem videl, da ni primerno, pa da ne bi šlo, nisem, se ljudi dotikal, prijel sem jih za roke in sem vprašal, kdaj se je kdo nazadnje s tabo tako pogovarjal, da te je prijel za roko, pa ti v oči gledal. Eni so jokali zraven. Popolni neznanec se ti tako približa in tako intenzivno, da te za roko prime, ker kontakt, stik, fizični dotik, 100-krat bolj pomemben kot vsaka beseda. Ni treba kaj dosti govoriti, ko oči spregovorijo, ko se dotaknemo drug drugega, ne. In to je bilo hudo spoznanje za nekatere, ne. Da se že recimo po mesecih, po leta, jih nihče ni dotaknil fizično. Je pa zanimivo, ne, ker ko tako rečeš, sem se jih dotaknil, ali pa če bi zdaj mi dva bila recimo na cesti, pa bi vprašali človeka, se te lahko dotaknem, te lahko objamem, bi takoj bila verjetno tista blokada, ne, dotik pa ne. Ampak če pa to narediš na nek tak način, ki ni vsiljiv, oziroma je tako mimogrede, se pa ravno to odpre, koliko mi v resnici rabimo teh dotikov, ne. Tako kot praviš, ne, koliko so ljudje v bistvu bili hvaležni pravzaprav. Na YouTubeu je ogromno nekih posnetkov, kjer se neznanec postavi sredi ulice s plakatom, zastonj objemi, imeli so celo variante musliman, pa s pajstom z obezanimi očmi in ljudje so se objemali z njimi, ne. To je tudi meni interesantno, samo ne vem še, kaj bi uporabil kot vzvod, kaj bi bilo tisto, ali pa bi popolnoma brez nalepke stal sredi ulice, pa samo roke stegnil, pa si zavežeš oči. To bom mogoče poskusil, mogoče sem na enem od teh protestov, ki se jih udeležujem, ne. Zdaj sem postal neka mini fata v Mariboru, ne. Zdaj ni treba skoraj da ne več razlagati, kdo sem pa kaj sem. In če bodo ljudje prihajali pa me objemali, pomeni, da zadnja 2 meseca res nisem strajno vrgel s temi mojimi afneguncom, ne, kar se postavim. Mogoče je pa to bilo smiselno narediti. Takšni eksperimenti so v bistvu vedno dobrodošli, ker če ne bi bilo takih ljudi, kot si ti, bi ljudje bili na nek način, zdaj razmišljam o ropanju, ravno takih spontanih, lepih momentov, ne. Je k meni na teh protestih zdaj prišlo, me vprašalo, zakaj pa ste danes tukaj? Kaj nam pa danes sporočate? Katera zastava je pa ta, nekaj sem mahal z njimi. Aha, zanimivo, ja, jaz sem pa mislila. Že pa popolnemu tujcu pristopiti, da si na takem nivoju energijskem, da si odprt za to, da ti ljudje pristopijo, ne. Mi moramo ljudem ne se vsiljevati, mi moramo ljudem biti na razpolago, ljudje nas morajo izbrati, ne. Kdorkoli bo pristopil, ga bomo z neko našo pozitivno energijo razorožili, če hočeš, ne. Ne bodo pa pristopali ljudje, ki so absolutno proti temu, kar počnemo, ne, karkoli to že je, ker bodo oddaleč ali pljuvali, ali pa si svoje mislili, ali pa šimfali, pa ni važno kaj, ne. Tisti, ki ti pristopi, ponavadi pristopi z dobrim namenom. In to je fino. Dobro privlači dobro. Tudi piker znam biti, tudi tečen znam biti, tudi aroganten, pa ciničen, pa sarkastičen,
Ampak to so take drobtinice. V svojem bistvu pa sem spoznal končno in sprejel, da sem dober človek in dobrim ljudem se ni treba ničesar bati. Zanimivo pa je tudi, ker si našel eno tako pot svojega izražanja tudi skozi komedijo. To se mi zdi ful dobro, zato ker komedija je eno tako ful dobro orodje, ne orožje, orodje. Je eno tako orodje, v bistvu, s katerim razorožiš človeške blokade, pa jim vseeno nekako daš to resnico, ki jo morajo slišati, ne? Veš kaj, v komediji skoraj ne moreš lagati. Skoraj ne. Lahko malo zasučeš, obrneš, pa pripelješ, ampak večinoma so smešne resnice. Laži ponavadi niso smešne, lahko so ne haha, so what, ampak ko je pa resnica povedana na pravi način, je blazno smešna lahko, ne. In to mi je ratno do velike mere, ja, to je res. Ko sem imel v predstavo v soboto, je bil na predstavi tudi Franc Trček, ki je prestopil iz Levice v SD, ne, pred kratkim. In sem rekel, da takim kot je on, pa Möderndorferju, pa še Pivčevi, pa Krajški predlagam, da bi ustanovili stranko sezonskih delavcev, ne, ki bi imeli ogromno članstva lahko, ne. V parlamentu jih je preveč, ne. In to je smešno, ne, ker je res, pa tudi če je človek pod nosom, pa kaj, razlogi me ne zanimajo, ne, ampak te menjavanje barv, to menjavanje mnenja, kot je rekel Andrej Brvar, mariborski pesnik, kdor se obrača po vetru, ima sicer svoje mnenje, ampak se z njim ne strinja. Kaj lepšega, ne? Jaz pa zdaj svojega mnenja več ne bom prilagajal, ker mi ga ni treba na vso srečo, ne? In sem lahko iskren do ljudi. Je pa včasih zelo boleče biti iskren, ne? Ljudje še niso pripravljeni zmeraj na neke resnice, še zmeraj smo v nekih fazah. To smo pripravljeni sprejeti, tega nismo, o tem mi še ne govoriti, ne? In zato moraš dati ven nek občutek, da si na razpolago, potem pa ne vsakdo pride, pristopi, povzame, kar že lahko. Tudi jaz ne morem vsega. Imam nad sabo ljudi, ki so odprti do milijon stvari, za katere jaz še nisem. Mogoče za konec še samo, ker se mi zdi, da sva res lepo zaokrožila te neke pomembne resnice, pa tako kot si rekel, ne vem, družba ni še čisto pripravljena sprejeti čisto vsega, pa se mi zdi, da je tudi treba potem zaradi tega mogoče malo bolj postopoma pošiljati med ljudi neka spoznanja, ampak se mi pa zdi ena tak najbolj praktično vprašanje, ki je vedno nekako prisotno v mojem podcastu, vedno malo v drugačni obliki. Rene, kaj meniš, kaj je tisto, kar človek najbolj od vsega potrebuje za to, da preživi? Vidiš, jaz se celo izogibam izreči besedo biti ljubljen, pripadati. Vsi imamo v glavi zdaj neki new age bullshit, kot mu jaz rečem, jaz sem sam, nobenega ne rabim, sem čisto srečen. Ne, nisi, lažeš, enostavno lažeš, zato ljudje obupajo nad življenjem, ker se zaradi preteklih izkušenj, razočaranj in vsega živega, kar so imeli v odnosih, ne drznejo še enkrat se dati na tržišče. In govorim seveda o ljubezenskih, o prijateljskih, o čustvenih odnosih, o partnerskih odnosih. Vidim zdaj tvoj nasmeh, ne? Ja, včasih je treba dobesedno tvegati. Jaz sem tvegal z vsem mojim bitjem in se mi je prekleto bogato obrestovalo. Skratka, ne se bati bolečine, brez bolečine nas ni. Ni prav, da živimo v bolečini, pa da vztrajamo, ampak ljudje se ne zavedajo, da prava bolezen nikoli ne boli. Bolijo zasvojenosti, bolijo navezanosti, bojijo se neke patološke pripadnosti, moram, ne, ni treba. Če nekdo ni v tvojem življenju zato, da bi ti dobro delal, da bi ti enostavno vzbujal ugodje v milijon ozirih, od telesnega do duhovnega, potem nima v tvojem življenju kaj delati. Se pa ljudje včasih srečamo tudi določenimi nameni. Za neko kratko obdobje, to v mnogih primerih poznajo samske ženske z otroki, ki imajo partnerje, ki so ga imele rade, ki so se zaljubile, zanosile, rodile in ko so se razšli. Zamera ob razhodu lahko pokvari vse lepo, kar sta imela skupaj, kar je popolno neumno. Ja, nisva več to skupaj in kaj zdaj? In to sva midva naredila, sva se usedla, sva se pogovorila, sva se zjokala, podpisala en papir, sva se ločila in zdaj sva oba srečna. Jaz še nisem čisto srečen, ker mi še malo stvari manjka, ker sem malo požrešen, pa bi rekel vse, ampak tudi vse je možno.
je možno, če veš, kaj bi rad. In če dovoliš partnerju biti srečen, ti bo vesolje vrnilo srečo. Drugače druga ti ne more. To je zakon privlačnosti. Čudovito, Rene, meni gre kurja koža zdaj za konec. Dragi poslušalci, tako, pojdite danes v dan z razmislekom o tem, kdo so ljudje v vašem življenju, vzdržujte tiste dobre odnose, cenite sebe, toliko, da dovolite pač ljudem, ki vas imajo radi, da vas res imajo radi, da vam res dajo to ljubezen, cenite to ljubezen, po drugi strani pa se zaščitite v bistvu od odnosov, ki vam v bistvu na nek način ne prinašajo več nič dobrega. In istočasno raziščite to, kaj je sploh to, kar hočete, ker če ne veš tega, kot pravi Rene, tudi ne moreš potem na nobenem področju v življenju v bistvu vedeti, kaj je dobro za tebe in kaj ne. Hvala tebi, Rene, za tvoj čas, imej še naprej lep dan in tudi vi, poslušalci, imejte lep ponedeljek. Adijo! Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.